Pozdravljeni. Pred nekaj dnevi je na moj naslov prišla pobuda. Če lahko predstavim svojo osebno, lastno, subjektivno vizijo glede na prihajajočo sezono 2024, glede koledarja in glede ekip. No, poglejmo si skupaj to zanimivo vprašanje. Verjetno vam je znano, da skušam biti v svojih izjavah čim bolj objektiven. Seveda se zavedam dejstva, da absolutne objektivnosti ni na tem svetu, a kljub vsemu, ko izrazim svoje mnenje, običajno dodam tisto argumentacijo, ki moje mišljenje nekako razloži. A danes sem dobil prav poseben izziv, da povem moje subjektivno mnenje o vsem tistem, kar bi se lahko zgodilo v sezoni 2024, oziroma kako bi sam spremenil stvari. In verjetno marsikdo izmed vas bo presenečen, upam, da ne razočaran. In v bistvu ugledali si bomo dva sklopa. Prvi se bo dotaknil koledarja in drugi bo nekako prišel do ekip in njihovih sprememb. Začnimo s koledarjem. Zopet bomo poslušali neskončne zgodbe o tem, kako je sezona 2024 rekordna 24 dirkami za veliko nagrado. A tu bi rad dodal nekaj, da tisti, ki to izjavo ponavljajo kot neke vrste mantro, ne poznajo zgodovine Formule 1. Dovolj se je vrniti naprimer v sezono 1962. Zadeva, ki sem jo že omenil v preteklosti. Takrat je sezona trajala od 2. januarja do 29. decembra. In kdo bo sedaj dejal, da v koledarju je bilo takrat le 9 dirk za svetovno prvenstvo Formule 1. Po drugi strani imeli smo jih drugih 20, ki za svetovno prvenstvo Formule 1 niso štele, ampak so bile na koledarju. Pravzaprav ponovna vzpostavitev neprvenstvenih dirk se mi ne zdi tako slaba ideja. Naprimer, v Las Vegasu bi najprej lahko imeli dirko, ki ne bi štela za točke svetovnega prvenstva, kjer vozniki ne bi bili pod omejitvami, kar se tiče pogonskih sklopov in podobno, kjer bi lahko nastopili tudi tisti rezervni vozniki, ki jih redko kdaj vidimo. Seveda po drugi strani bi ekipe tako imele priložnost nekako preizkusiti tiste novosti oziroma videti, ali simulacije odražajo rezultate, ki jih dobijo iz same proge v resničnosti. In zato je ta format, se mi zdi, bistveno bolj zanimiv kot razni sprinti. In v sprintu je znano, da nimam najbolj pozitivnega mnenja. Zakaj? Ker praktično vsako sezono se zamenja format. Menim, da pravzaprav, ukolikor hočemo narediti nekaj dobrega, nekaj zanimivega, je najboljše, da se prvo premisli, nato sistem postavi in ga pusti takšnega. Namreč izjemno varljivo je, da vsako leto velja nekaj drugega. Od sistema točk do sistema kvalifikacij in še bi lahko naštevali. Verjamem, da mnogi izmed vas bi kakšno dirko tudi brisali iz koledarja svetovnega prvenstva Formule 1. Tudi jaz. Ampak ne toliko tiste dirke v arabskem svetu, kot naprimer veliko nagrado Kitajske, ki je v sezoni 2023 odpadla zaradi restrikcij vezanih na COVID-19, s tem, da smo čez približno 14 dni, 3 tedne videli, da je kitajska vlada to omejitev preklicala. Torej, kot da v tej državi si ne želijo imeti dirke in zaradi tega bi jo lahko tudi vzeli. In tu je treba poudariti, da pravzaprav lahko vidimo, da sam koledar kot tak je vse prej kot trajnostno naravnan. Znano je, da določene velike nagrade imajo
tako imenovano slot, torej na kateri vikend v letu se odvije dirka za veliko nagrado. Ampak Formula 1 kot organizator prvenstva bi lahko vztrajala pri tem, da pravzaprav se dirke nekako zvrstijo v nekem logičnem zaporedju. Na tem področju delajo, ampak meni se mi zdi logično, da je na primer velika nagrada Avstrije pred veliko nagrado Madžarske, kajti tako naredijo, bodimo iskreni, najmanj kilometrov. A verjamem, da mnogim to ni všeč, ker eni in isti gledalci bi imeli v sorazmerno kratkem času 2 dirki in verjetno na eno bi šli, na drugo pa ne več. Ampak gre za moje osebno videnje, za moje subjektivno mnenje. Kaj bi pa naredil pri ekipah? Priznam, da pri Red Bullu kakšnih velikih sprememb v bistvu niti ni potrebno narediti. Namreč razen tega, da Perez ni na nivoju Maxa Verstappena, ne moremo reči, da ekipa za Milton Keynesa ima kakšne večje težave. A konec koncev malce slabši Perez je tudi dober, kajti tako ne ogroža prve zvezde te ekipe. Po drugi strani imamo strukture, ki pravzaprav ne vem, ali si sploh želijo biti v Formuli 1. In najlepši primer je Alpine, kjer smo videli zopet kar nekaj odhodov brez pravih prihodov. Podobno kot na primer pri skuderiji Ferrari. Ampak Williams, po drugi strani, ekipa je znala potegniti v svoje vrste Peta Frya, ki je do nedavnega sodeloval z Alpinom in seveda pomagal jim bo verjetno narediti še boljši bolid. O Ferrariju govorimo pogostokrat, tudi zaradi tega, ker pravzaprav je ogromno novic vezanih na skuderijo iz Maranella. Ampak tu je treba poudariti, da pravzaprav ne razumem, zakaj Enrico Cardile kljub velikim napakam še zmeraj ima zaupanje in pravzaprav koliko časa bodo dali na razpolago še Charlesu Leclercu, da bo osvojil naslov svetovnega prvaka. Pri Mercedesu je treba povedati, da v sezoni 2023 so naredili kar nekaj bolečih rezov, nekaj korenitih sprememb. Ampak po mojem mnenju morajo začeti delati na nasledniku Lewisa Hamiltona. Hamilton ni večen in prej ali slej se bo upokojil. In to se bo zgodilo seveda v sorazmerno kratkem času. Po mojem osebnem mnenju, ukolikor osvoji še en naslov svetovnega prvaka, bo kariero zaključil. Kaj pa ekipa Haas? Seveda tu smo videli kar nekaj čudnih odločitev, predvsem na tisti vozniški strani. Seveda izkušeni vozniki, kot so na primer Magnussen ali pa tudi Hülkenberg, dajejo neke vrste garancijo za rezultat, ampak po drugi strani lahko vidimo, da ne en drugi nista neke vrste presežka. Zato bo treba se odločiti, ali želijo pri ameriški ekipi samo biti v Formuli 1 ali kaj več. Kaj pa Alfa Tauri? Govori se o tem, da bodo bolj navezani na Red Bull. Seveda, kot da ne bi poznali vseh tistih omejitev, ki so zapisane v tehničnem pravilniku. Seveda strani Red Bulla lahko ekipa Alfa Tauri dobi določene komponente, ampak dobi jih lahko vsakdo, tako kot jih dobi, na primer Haas od Ferrarija ali Aston Martin od Mercedesa, če jih seveda želi. In tu bomo videli, kaj se bo zgodilo. Njihova vozniška politika se mi ne zdi jasna, kajti vztrajati pri Danielu Ricciardu je po mojem mnenju izguba časa. Bolje bi bilo pripraviti Liama Lawsona, ampak gre za moje subjektivno mnenje. Sauber v bistvu je ekipa, kjer se pripravljajo na tisto spremembo, da bodo postali ekipa Audi. Zato v sezoni 2024 ne bomo toliko videli napredka na sami strani šasije, na strani bolida, kot verjetno vlaganja na strani infrastrukture, kot naprimer CFD simulacije,
pravi simulator Formule 1, vetrovnik in še bi lahko naštevali. Pri McLarenu smo videli, da so v vzponu in po mojem mnenju, kar se tiče vozniške zasedbe, ena izmed najbolj uravnoteženih, najboljših ekip. Tu sam mnogo ne bi spreminjal. In za konec Aston Martin. Kaj bi lahko napravili tu? Po mojem osebnem mnenju zopet nič kaj takega, nič revolucionarnega. Pri Aston Martinu so že opravili večino investicij v infrastrukturo, zato je treba samo počakati na tiste prave rezultate, ki bodo prišli z uporabo njihovega osebnega vetrovnika in ne strukture, ki jo rabi Mercedes. A verjamem, da marsikdo s to mojo razlago ne bo zadovoljen, pričakuje kaj več, kaj bolj drastičnega, kaj bolj ostrega. A po drugi strani gre, kot običajno, za moje, takrat izjemno subjektivno mnenje. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.